Ljudje in ljudje, poslušate 243. epizodo 8. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, ocenjujemo bero, obetamo drzno, tako kot je prav Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Današnja epizoda je v prvem delu posvečena pregledu žanra na platnih in ekranih v letu 2025, se pravi, podeljeni bodo neke vrste obodeki za leto 2025. Vsak od nas je pripravil najboljših 5 žanrskih filmov in serij, ki so šli v leto 2025. Sicer pa bomo omenili še kaj, kar se ni znašlo v našem izboru, pa je vredno vsej tega omembe. V drugem delu pa bomo nakratko švrknili, kaj se žanrskega pripravlja na platnih in ekranih v tekočem letu, leto 2026, če ste slučajno že pozabili, v katerem letu smo. Opozoriti velja, epizoda bo vsebovala zmerjanje, presenečenja, ne pa tudi kvarnikov. In zdaj malo nostalgične glasbe spet. Ok, zdaj še preden se bomo tega lotili, jaz sem obljubil, da bomo nekaj spregovorili o anketi, ki smo jo zdaj že nekaj mesecev nazaj izvedli, pa nismo nikoli je prav komentirali, ker ste nas o tem spraševali po Discordu. Samo to, pravim, čisto na hitro bom šel čez. Spraševali smo vas, o katerih vsebinah najraje poslušate naš podcast, in tukaj je prepričljivo zmagala serije, se pravi 38 glasov, glasovalo vas je približno 90 ljudi v anketi. Ja, hvala drugače, da ste si vzeli cajt. Tako, ja, absolutno, hvala vsakemu, ki je spolnil anketo. Zdaj, a bomo kaj pobrali z te ankete, vam ne morem obljubiti, ampak recimo, ajde, skratka, najraje o serijah pa filmih. Knjige so dobile zelo malo glasov, 15 špili, samo 2, in še to je sneti, po moje, z 2 računalnikov glasoval. Ne, drugi bil Tomič. Mogoče. O čem si želite večkrat poslušati v novi sezoni? To me je malo mogoče presenetilo, ker je v svežih vsebinah prepričljivo zmagalo 39 glasov, tematske epizode 22, klasiki samo 20. Jaz sem pričakoval, da boste bolj navdušeni nad klasiki, medtem ko neke te pregledne epizode, tako kot je današnja, so dobili samo 4 glasove, tako da vi 4 ste srečneži, kajti vam smo izpolnili željo. Potem smo vas spraševali, če bi še kakšno serijo obdelali tako kot The Last of Us, se pravi s kratkimi epizodami, tu ste bili zelo navdušeni, 59 glasov, in skušali bomo to uresničiti v letu, je pa vse odvisno od tega, seveda, kakšne vsebine so. Ne? Mora biti nekaj, kar je primerno za tako, da iz epizode v epizode, da lahko mi malo gibamo, kaj bo. Nemirna kri. Mogoče nemirna kri, ima Igor prav. To bo, se pravi, 1 milijon epizod letos. In pa vpraševali smo vas, v katerih žanrih najraje poslušati, ker je bilo več odgovorov možnih, ampak prepričljivo je spet zmagala, malo presenetljivo, mogoče znanstvena fantastika. Meni pa čisto logično. Čisto logično, zato ker je nekdo v anketo pozabil fantazijo vključiti. Dobro, ampak nekdo pač ni mogel pomisliti. Je naredil celo anketo in je hvala. V redu je. Mislim, mene je malo presenetilo, zato ker znanstvena fantastika vseeno še dokaj nišen žanr. Pri nas recimo kriminalka je zadaj 52. Ja, ampak mi vseeno imamo, mislim, da poslušalce, ki mi je bolj všeč. Jaz mislim, da gre res za to, da pač res smo nišen podcast znotraj tega, ampak recimo tudi Akcijada je dobila samo 29. Jaz bi si mislil, da vas od tega jih je sneti do 10. In pa super junaški žanr, ki smo ga relativno veliko delali, s katerim smo pravzaprav začeli. Samo 27. Ja, samo to se mislim, da odraža tudi stanje na terenu, rečemo temu tako. No, da, bistvo... Tako, jaz tudi mislim, da zaradi pač kakovosti, ki je padla. Pa folk je malo naveličan. Ja, mislim, poleg tega, hvala Bogu, so zdaj zmanjšali število teh filmov, ker prej pač je bil vsaka 2 tedna na sporedu, zdaj pa pač ne bo tako težko, pač, če gledamo, da imamo nekih 20 epizod na leto, ne? Da potem pač Avengerjem posvetimo eno, pa Spider-Manu eno bo... Več epizod imamo na leto, ampak ne ti bo. Grozljivka... Ja, mislim, ko imamo tisto serijo, tisto ful doprinese, pa tam pol ne bomo govorili vmes o Avengerjih.
25 glasov je bilo za grozljivko, 22 pa za romkom. Tako da ste bili razen znanstvene fantastike pa kriminalka, ki malo odstopata, ostale so pa približno tam. No, tako da. Ok, in zdaj gremo v tole. Skratka, zmenili smo se, da top 5, danes delamo top 5, se pravi, slišali boste, kaj je bilo nam najbolj všeč. Tisti, ki nas spremljate na Discordu, priključite se, ko bo epizoda zunaj, se pravi naslednji teden, čez 2 tedna, zdaj, ko mi to snemamo, in seveda nam javite, kaj pa je vaših top 5 ali pa mogoče tudi to, s katerim od nas se najbolj strinjate. Kajti jaz se s kom ne strinjam. Jaz bom začel, da gremo tole kar hitro naprej. Jaz sem na prvo mesto nisem se mogel odločiti, na zadnje sem se pač odločil za Sinners, ker je grozljivka. In ker se mi zdi, da grozljivke rabijo malo puša in je čist prav, da je Sinners, kajti na drugem mestu imam One Battle After Another, ki je mi bila neki tle, pač oboje sta sjajna filma, dala sta mi ful zatuhtat, ful sta tem odprla, ful sta se mi zdela večplastna, kompleksna in kakovostna z različnih vidikov, režijskega, scenarističnega, igre. Skratka, tukaj nisem se mogel dobro odločiti, tako da se nekako vseeno pa, kot sem rekel, dal prednost grozljivku in dal Sinners na prvo mesto. Tudi mogoče zaradi tega, ker sem Sinners že malo pozabil, ker je bilo dokaj prej, One Battle After Another pa je dost bolj svež. Tako na tretje mesto sem dal Supermana, ker se mi je zdelo, da ravno to, kar smo se prej pogovarjali, kar si mi to rekel, ta utrujenost superjunaških žanrov, to je bil po dolgem cajtu film, ki sem ga gledal od začetka do konca in sem bil tako, wow, pa se to je v redu film. Se me zanima, še kar gledam, ni mi naporno, nisem se vmes zavijal z očmi. In hkrati ni bilo nobene potrebe potem, da bi zdaj origin story tistega kaidžuja dali noter, kar Marvel v svojih sceni definitivno bi hotel. Tako, in rekel sem tudi, da malo podprem, da še dobimo še več superjunaških filmov, ker smo jih imeli malo zadnja leta. Potem sem dal Weapons na 4. mesto, spet, ker pač tudi zaradi tega, ker je grozljivka. Zunaj sem pustil kar neki stvari, ki so se mi zdele, da bi lahko šle tukaj gor, ampak na koncu, tako kot sem rekel, odločil sem se za The Weapons, ker se mi je zdela fina grozljivka in zato, ker nekateri v ekranu pišejo slabe recenzije filma, pa sem hotel ga malo izpostaviti. Na 5. mesto sem pa dal Materialist, ker se mi je zdelo, da je zelo slabo, malo spregledan, da tudi nekateri niso čisto razumeli, kaj je ta film. Meni se je zdelo, da da zelo kompleksen pogled na sodobno dating sceno z temi pač aplikacijami, da skratka pokaže tudi to, kako so aplikacije nekako so odgovorne za obnašanje svojih uporabnikov na teh aplikacijah. Ne nazadnje tudi to, kako moški izkoriščajo te aplikacije za grozljiva dejanja spolnega nasilja, od seveda na vrhu posilstva, pa vse do ghostanja, pa do tega, da menjujejo. Skratka, da so se te aplikacije spremenile iz tega, ali pa ti vrste zmenki iz tega, da iščeš res nekoga, s katerim bi preživel življenje, nekega partnera, sorodno dušo, karkoli v to, da pravzaprav iščeš nekoga za seks in adijo. Zato sem dal Materialist na 5. mesto. Komod bi gor prišel še recimo meni zelo všeč grozljivka Good Boy, z psom v glavni vlogi, ki se mi je zdela taka zelo zanimiva stvar. Bring Her Back je še ena grozljivka, ki mi je bila zelo, zelo, zelo všeč. The Long Walk, še kakšna taka stvar bi se našla, tako da, ampak tako sem se odločil, skratka, mojih 5. Čakaj, sem jaz preklop, a smem? Ja. Moja dilema o top 5 je pa precej zamejena tukaj z tem, da sem imel kot novopečen fotor zelo malo časa pogledati kaj novega. Naprimer, številka 1, ki sem ga izpostavil kot najboljši film lanskega leta, One Battle After Another, sem pogledal predvčerajšnjim. Ker pač fotor nima cajtom. Moram delati na svojem deadboardu. Ampak imel sem pa isti izziv kot ti, Aljoša, Sinners, One Battle After Another, izmed tega, kar sem pogledal, tako da oba dva filma sta mi odlična. Mi je pa mogoče kipnil ga na številko 1 to, da pač dejansko mislim, da leto 25 je bilo prelomno, ker se mi zdi, da se tudi obči mainstream začel zavedati, da bo treba biti malo bolj gajsten. Političen, ja, vsekakor to. Meni je izjemen film, ki pokaže vse
vrline žanra oziroma tudi pronicljivosti režiserja, ki ga že čislam 21 letno, v temo pa še toliko bolj, ker res mora prenesti ne samo temo, temveč tudi neko določeno agendo, ki jo absolutno podpišem. Jaz mislim, da si ga dal na prvo mesto, zato ker je Tarantino šimfo Paula Dana iz njegovega prejšnjih filmov. To sploh ne štekam, čeprav s Tarantinom obračunam pa v mojem slikarstvu. Več o tem na kakšni razstavi? Na moji februarski razstavi. Drugače je Tarantino pa PTA, zdaj sem pozabil, katera ena igralka je rekla, da je zavedno se odločila, da nikoli noče kokaina vzeti, ko se enkrat na neki zabavi pogovarjala s PTA-jem in Tarantinom, ki sta bila oba na kokainu in govorila pospešeno. Jaz si ne predstavljam kaj bolj stresnega. Tudi jasne. Torej, na drugo mesto sem dal Sinners, pol sem dal Weapons, o katerem smo izčrpno pogovorili v naši epizodi. Tudi Supermana sem dal sicer na 5. mesto, edino, kar štrli tukaj, mislim, da izmed obeh vajnih izborov je pa Frankenstein. Tako. To me je presenetilo, moram priznati, to ti je bil všeč Frankenstein. Meni bil všeč, ima svoje probleme, sicer vse od njih smo tudi pogovarjali se, pa še enkrat ponavljam, jaz imam zamejen pregled na tem, kaj je bilo lani narejenega. Menim pa vseeno, da se splača pogledati, pa da ima to mesto na tej lestvici, zato ker pač ne samo, da nagovarja pobesnelega genija, ki danes nastopa s tehnologijo in želi v bistvu nekaj nastopati, da želi svet spreminjati na ta način, to je najbolj klišejski odgovor. Mislim, da pač govorimo več, sem v epizodi povedal, da v bistvu govori o odnosu, pa o posledicah tega, ko ti ustvariš nekaj, kaj za tem stvarjenjem početi. In tukaj zajame zelo lepo duha knjige, pa ga celo, mislim, da mestoma nadgradi. Tako da zato ima to mesto tukaj. Ok, super. Igor, zdaj gremo k tebi in k tvojemu najbolj nenavadnemu izboru za prvo mesto. Moram reči, da najprej bi rad rekel, da vajn izbora se bolj prekrivata z mojim tematskim izborom, ki sem ga dal za ekran, zato ker so gor 4 filmi v vajnih, medtem ko mojim so samo 3. In sicer v ekranu sem dal izbor najboljših filmov studia Warner v lanskem letu, ki so imeli res izjemno leto in pač zadnje. Očitno dok so še svoji in vidva sta dala 4, njihove jaz pa 3. Zdaj na prvo mesto sem dal 28 Years Later, meni je to bil fenomenalen film, jaz sem full fan Danyja Boyla, kadar je on drzen pri filmskem izražanju in Trainspotting recimo je bil meni en tak bolj mind-blowing filmov, ki sem jih videl pač mislim v času študija in tukaj z enimi temi pristopi se vrne k temu, hkrati pa zgodba, ki jo pove, ki delno zapade v nek folk horror, ene stvari tukaj odkriva, fenomenalen lik, ki ga Ralph Fiennes igra, spoznamo not, ta zaprtost male vasi pred tujci, mislim, ful je enih stvari tu not sporočenih, ki pač gradijo, zdaj cela zadeva je trilogija, bomo videli, kam bo peljalo, ampak že to se mi je zdelo, da je zelo, zelo zanimivo, kam je pripeljal. No? Tako da zdaj naslednji teden, ko to snemamo, sredo torej komaj čakam, da grem gledati nadaljevanje, ki ga je posnela Nia da Costa in to mi je res bil ful dober film. Tudi, mislim, podobno kot pri Blade Runnerju pričakuješ, ok, to bojo pa zajebali, pa ne niso in si tako... Jaz moram res reči, mislim, meni je bil film ok, ampak niti v top mojih 20 filmov letošnjega leta. Tako mi je zelo zanimiv, res zanimiv izbor. Viš, jaz sem si ga včeraj hotel gor dati, pa sem videl, da imam kodeke porušene in sem pač dal Eddingtona gor in sem zaspal po pol ure. Ampak moram pogledati, ker mi je zelo zanimiva premisa. Ampak ja, to moram odklukati. No. Ja. Okay. Na drugo mesto sem dal One Battle After Another, ker je res pač mojstavina. Pol sem dal pa House of Dynamite, ki ga vidva, mislim, da niste pogledali. Ful priporočam, mislim, da sem enkrat že imel v epizodi. Zadeva je zgrajena iz mislim, 3 segmentov z različnih perspektiv, ki isto par minutno obdobje gledajo, pač nekdo izstreli najverjetneje atomsko bombo na Chicago
in zdaj pač gledajo različni ljudje v ZDA, kako se odzvati na to. In je fucking napeto. Ker sem vedel, da je tako strukturiran, sem mislil, ok, mogoče sem prvi ta segment pogledam, pa grem spat. No, ne moreš spat. In tudi, ko pogledaš ta film, ne moreš spat, ker je fucking scary. Okay. In tudi menim, da tale gospa, ki je režirala film, Catherine Bigelow, ja, je res zna mojstersko tempirati stvari in je a to šele zdaj ugotovil? Ne, mislim, je imela mi svoje zmes, ampak tale film je res vse boljš. Res mi je zanimivo, Igor, ker recimo to, si se pritoževal pri Fantastičnih 4 na neko en motiv znotraj cele filma, tle pa te ne moti njena fetišizacija, fašizacija vojske, na katero opozarja tako vsaka druga kritika, ki sem jaz bral tega filma. Ja, absolutno. Ok, kar daj ta ne, ker to je del zgodbe, ker v bistvu ti pokaže, kako se oni odzivajo. Zdaj ti lahko gledaš na to, da jih ona poveličuje, v končni fazi oni pač zdaj malo, ti kot vidiš, oni pač basically imajo možnost uničiti planet. Ali bodo to možnost izbrali ali ne, ona ne pravi, koliko so v redu. Mislim, ok, to, da daš Idrisa Elbo igrati predsednika ZDA, pokažeš na to, da je on cool, ne? Ampak vseeno, ne? Glej, se nisem jaz gledal, tako da bom pogledal, pa se bomo pol mogoče o tem pretiral. Še kaj več. Meni se ni zdelo v nobenem pogledu, da bi ona tu prikazala, da je ta sistem cool, ampak je prikazala podobno kot Kubrick z Strangelovom, koliko je to pač na trhlih nogah in koliko je to nevarno, da pač uničimo planet. Kako že rekel Patrick Harris v Starship Troopers? It's afraid. Ok. Ja, poleg tega še... Ne, moram pa samo to reči, da bi ta debata o tem, kako se v bistvu kaj nekaj prikazuje, a to upravičeno ali pa ne, je pa nekaj, kar imamo mi v OFO in naši poslušalci ne vedo, ne? Da je to kar redna debata, ne? A ni? Ja. Ker tako zelo fluidno, zelo je tenko. Ker recimo ta njen Hurt Locker, ne? Ja. Tisto je dost bolj fetišizacija vojske, tisto je to, kar je potem Eastwood v tistem filmu z Bradleyjem Cooperjem še potenciral. American Sniper, kjer je pač basically to, da glej, kako jaz trpim, ker sem moral za Ameriko, za vašo varnost pobijati ljudi. In je tak, mogoče pač ne bi pobijal ljudi. Tukaj pa je pač ta sistem imamo, isto kot pri Strangelovu, ki je tik na tem, da bomo vsi vrgli bombe en na drugega in zdaj poglejmo, kako se to zgodi. Mogoče. Sumim neko koherenco v vaši filozofiji, kolega. Bom zapisal. Mi to si zadnje čase zapisuje v beležko, sam da povem unim, ki nas ne gledate vmes. Igor, nadaljuj, prosim. Okay, kdo nas gleda? Noben. Jaz upam, da noben. Da sem še to zapisal. Zelo hitro je rekel, da noben. Zapiši si mi to. Igor, še 2 mesta. Ja, Weapons pa Superman, o katerih smo zanimivo, nisi dal Final Destination, Igor, čeprav ti je bil... Ne, mislim, tam sem ga moral dati na tej ekranovi lestvici, ker je bilo pač 5 Warnerjevih filmov treba dati. Ok, mi je bil, ampak ne toliko vredo kot teh. Nihče od nas ni dal Misije nemogoče, kljub temu, da je tebi bila Mito zelo všeč. Jaz sem že pozabil do konca leta. Ne, jaz nisem pozabil. V bistvu meni je super film, ampak tako tematsko ali pa narativno mi je pač siromašna zadeva. No? Čisto kaj zaključek franšize, kaskadersko izjemno. Ta film si zasluži vse kaskaderske Oskarje. Ki ne obstajajo. Ne bo letos uvedli. Ne, mislim, da čez par let. Res, kar se tehničnih zadev, ta film si zasluži vse lovorike, ki jih premoremo podati takšnim zadevam, ampak vsebinsko mi je pa prazno. Ne, jaz definitivno mislim, da tudi nagrada, ko bo enkrat prišla za kaskaderje, se mora imenovati Tom Cruise. Točno to, za kaskaderje. Jaz tudi mislim, da pač Tom Cruise si zasluži sicer tega Oskarja, ki ga je zdaj dobil za življenjsko delo, ki ga je zdaj prevzel. Mislim, da je tudi malo žalitev, ker on bi si zaslužil Oskarja že za Magnolijo, pa še za marsikjer film. Top Gun. Tudi, kaj je že on...
ne Magnolia, ampak tisti... Jerry Maguire, ne, ja, tudi. Ne, tisti sci-fi, ki se dogaja z Cameron Diaz, še špila pa Penelope Cruz. A ja, tisti film ljudje hejtajo, načeloma pa ni sci-fi. Vanilla Sky, meni je všeč. Meni je super film, Pa ne, mislim, Tom Cruise se ful izkaže. Mislim, samo tako povedal, z masko se mi zdi, da je zelo težko igrati in on se res se izkaže. No. Tle se tudi izkaže, ne bom rekel, da ne, ampak v druge vrline pokaže. Sej mislim, da on gre po Oskarje naslednje leto, kar bomo polomenili, je v filmu, glavno vlogo igra filmu Injerita. Tako je, tole bomo omenjali. Tako da gremo zdaj na top 5 serij. Jaz bi še omenil, da od drugih filmov, ki jih nismo, si zasluži, da izpostavim Predator, pa tale slovenski... Kjer je Predator? Oba, basically oba. Pa ta slovenski z najdaljšim naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi stali od mrtvih in zapeli z njo, ki ima elemente, ker pač kot žanrski film, ki ima elemente... Čakaj, tale od Džukićeve je pa 24? Ne, tudi, ampak nima nekega zares magičnega realizma. Mislim, ni žanrski film. Fair enough. Od Džukićke super film. Aljoša je dal Belo se pere, tu se znam... Ja, kaj je pač, ajde, neka... Romkom? Žanr rock. Rock-kom. Pa Bogonija. Bogonija je tudi super, dajte pogledati Bogonijo, krasen film, zaljubili se boste. V nekoga gotovo. Gremo serije, tukaj sem spet med prvim in drugim, pravzaprav sem tukaj imel kar prve 4 mesta, nisem vedel, kaj bi dal. Na koncu sem se odločil za Andor drugo sezono, ker se mi je zdelo, da je kot žanrska serija res naredila en presežek in se mi vseeno dal prednost pred Adolescence, ki se mi je zdela pa igralsko, scenaristično, filmsko res en močen presežek tega leta. Jaz mislim, da imamo Adolescence, imamo vsi, tudi Andor imamo vsi. Potem nekako sem se, šele ko sem se stavljal te seznam, kaj bomo gledali, sem se spomnil, da je bil leto Severance in da je bila druga sezona tudi super, zato sem dal drugo sezono na 3. mesto, ker se mi je zdela izjemna, tudi potem, kako še vedno vzdržuje to napetost, kako gradi še vedno to mitologijo naprej in tudi igralski performansi vseh glavnih so bili izjemni, jaz mislim, da v tej. Dal sem potem Peacemakerja drugo sezono, tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da je precej spregledana serija, da se zelo malo govori o njej, čeprav ima ta tipičen ganovski, nor, odštekan humor, končuje noter, pa res mi je bila fajn ta zdaj, pokrite si ušesa, če niste gledali, ampak ta fajn... Igor, ti še vedno nista pogledala Pejtu Research. Jaz sem pri prvi in sem zelo navdušen, ampak nisem še do druge prišel. Preobrat v drugi sezoni, pač kaj se izkaže, je bil izjemen. A Peacemaker je serija? Sorry. Nisem gledal. Na zadnje mesto sem pa dal 3. sezono The Wheel of Time, ker se mi je zdelo fuck off Amazon, kje si. Prav naročil sem paket, da bi dostavljalca pretepal. Pri nas... Je to pošta, ne? Pri nas je to pošta Slovenija, ki jih tepe mi tako vedno, ko pridejo. In se mi zdi res, po 3. sezoni, da ko to narediš, pa ko kritik reče, super je, ko se gledalci vrnijo, ti pa rečeš, bomo še pač rabimo denar za Ring of Power. Rabimo par data centrov. Res Amazon odjebi. In zdaj gremo gledati Fallout 2. To je mojih najboljših top 5. Če smem, sem jaz kar preklopil. Priklopi se. Ne vem, kaj to pomeni, ampak priklopi se. Ajde. Vek nastaja. Na deco. Skozi usta. Ne. Ti si deca, v tem primeru. Ti si deca. Sorry. Prosim, ne. Torej, jaz imam s tabo Andor, Adolescence na enki in dvojki, v bistvu, kar si rekel, podpišem, s tem, da jaz bom tu Andor pod črtu, da sem ga butno gor, zato ker kot prvo mi je izjemno, da je to spin-offa, ki zmore takšen vsebinski presežek, kot ga je premogel.
Potem pogovarja se z mojim top one tematsko, od filmov, da v bistvu je ta nek določen upor proti brezobraznemu sistemu. To je tudi del, tisti, ki bo ta februarja prišel na mojo razstavo, je moj vsebinski del, nasilje brez sovraštva, sistem brez obraza. Čeprav mi je Adolescence bistveno bolj emocionalno bilo, odzval sem se na tisti bistveno bolj divje. No? Izjemno je bilo, mislim, divje, v narekovaji. Ja, predstavljam si te na kavču. Res hičenje narobe beseda, ampak ta euforija, ki jo občuti človek, ko doživi nekaj tako norega, da te v bistvu tako premakne, sem pa Adolescence redko doživim, kot sem pa Adolescence imel. Ful te je motlo, ker persekujejo enega mulca, ki pač ni nič groznega naredil, sem zaštiho je ono nehvaležno pejbo. Ne, let's not go there. Ampak, mislim, da pač kot prvo obrt je izjemna, bolj kot kjerkoli serij, ki ste jo videli tlele napisala, je v bistvu tale... Tudi napisala za les. Da se vem. Shut the fuck up. Zdaj vidim, jaz sorry, čal nijam. Izjemno igralsko izpeljano, določene scene me spominjajo na meni ljubega Mindhunterja, tudi pa zelo je časovno sodobno pomembna, ker mislim, da je to tema, o kateri se moramo tudi pogovarjati. Potem sem pa dal gor tudi Severance, druga sezona na 4. mesto in pa The Wheel of Time na 5. mesto. Severance iz istega razloga kot ti, ker je izjemna sci-fi serija. The Wheel of Time ne samo zato kot fuck off Amazona, ampak ker dejansko je izmed vseh fantazijskih ponudb, ki smo jih imeli, mi je bila najboljša in mislim, da si fantasy zasluži tako zrel televizijski žanr je postal in mi je velika žalost, da se je to ukinilo. Res velika žalost. Na 3. mesto sem pa dal The Last of Us, ker meni zmanjkalo prostora za The Last of Us. Jaz mislim, da sem drugače gledal to serijo kot vidva, ker pa sem špildal skozi. In mislim, da se mi to pozna na temo, ne samo da narativno sem že vem, kaj se je zgodilo, ampak se mi je zdelo, da nadgradnje, ki so jih naredili tukaj, ta manko Pedro Pascala, ki toliko ljudi prizadane, ne? Pri ocenjevanju tega izdelka, mene ni toliko prizadelo in sem lahko spoštoval pa gledal ene zelo drugačne zadeve. Od igre izpeljave pa tudi narativni nadgraden, si zasluži zaradi tega to 3. mesto. Tako da pa tudi en določen fuck off bom dal tukaj, ker v bistvu, mislim, kako ne rečem, industriji ali pa kritikom, to je zrel, kako ne rečem, spin-off igre, no? Ki je bistveno presega svoje omejitve. No? Tako da evo to. Jaz zamenjam Adolescence pa Andor, zato ker mi je Adolescence res bil presežek. Mislim, vse podpišem, kar sta vidva rekla o Andorju, ki sta ga dala na prvo mesto. Mislim, res je huda stvar, ampak če primerjam, je Adolescence malo boljš. Tako da to, potem sem dodal Department Q. Zakaj, Igor? To mi je pa res tako nekaj. To je čisto povprečna detektivska serija. Ok je, nič posebnega. Ok. Fight. To mi je pa res, tako mi je bilo pa nenavadno. Ok, gledal si zdaj ne na zadnje, pa recimo ta North Shore je bil meni boljš, pa ni bilo nič posebnega. Gledam relativno malo detektivskih serij, ponavadi mi ratajo boring po prvi ali po drugi epizodi, tole me je vleklo do konca in to je ful redko, da me potegne. Se veš, da te heca, mislim, vso pravico imaš, North Shore nisem gledal. North Shore tudi ni z letošnjega leta, to je stara stvar. Ne, ampak meni je bil Department Q ok, nič pa posebnega. Ne vem, če sem ga sploh omenil, da sem ga pogledal, ko sem ga pogledal. Jaz nisem vedel, da si ga pogledal. Tudi tako vedel sem, kaj se dogaja po 3. epizodi, dobro pri North Shore pri 1. epizodi, ampak pustimo. Malo bolj si not v kriminalkah. Mogoče res, Ne, mislim, to se mi je dopadlo, pa cela tale scena, psihološki razvoj glavnega junaka ni čist šla po teh šablonah. Ok, ni bilo čisto, čeprav je pač tipičen. Ma razen, da nima nima škotskega naglasa, angleški naglas ima kljub temu, da je Jerc igralec. Ampak mislim, ta cela umeščenost škotsko se mi je ful dopadla,
razlogi, zakaj se pač vse stvari zgodijo, tako se zgodijo, to se mi je bilo zelo všeč. Pa on Siric, ki ima asistent, ki je Siric, ki celcajt ne pove, na kateri strani se je boril v Siriji, ampak he has special skills. Mislim, da vemo, zakaj ne pove. Ja. Ne vem, tako dobro mi je bilo, legit. Zanimivi liki. Ampak se pa veselim, da bojo dalje delali. Ampak če ti meniš, da je to zgolj povprečno, me pa res zanima, katere so boljše, ker bi jih pogledal. Mislim, meni je od Bron do vse skandinavske so precej boljše od tega. No? Ker so zanimivi primeri, recimo Broadchurch je postavil letvico tam gor, jaz ne vem, če kera serija pride kriminalka trenutno blizu temu. Broadchurch. Ja. Broadchurch. To sem gledal prvi del, pa mi je bil ok, ampak nime tako fulno potegnil. Recimo Broadchurch je zame tudi od igralskega kadra, kar se sliši, pa tudi to, da 3. sezona obravnava posilstvo enako vredno, kot da bi šlo za umor. To se mi zdi, že dolgo nisem gledal serije, ker res to počnejo, ker pač ženska preživi in nič groznega, posilijo jo, ampak res obravnava posilstvo kot umor, kar še nisem videl v serijah. Ne? Ker vse serije so glede umorov. Zmerijo umor. No, ampak glej, se pravim, super, fajn. Na 4. mesto si tudi ti dal Severance, vidim. Tukaj pa pol sem imel Severance in Last of Us dilemo in sem se odločil, da Workplace horror je hujši horror kot zombi apokalipsa. A je Tamara, ki je vplivala na tvojo odločitev? Ne. Dobro, ne bomo, nihče ne ve, kaj se pogovarjamo. Večino leta sem sam delal. Seveda ne ve, če to avti govorijo. In potem sem dodal Murderbot, ki ga vidva niste vključili, meni je bil zelo simpatičen in se veselim dalje. Se strinjam, da je Wheel of Time najboljša fantasy serija, ampak mi je zelo bolj všeč kot fantasy. Nihče od nas ni dal Pluribusa, to mi je bilo zanimivo. Jaz nisem vedel, kam ne ga dam. Nisem pogledal. Jaz odkrito povem, da še ga nisem dobro predelal. No? Ker pogledal sem ga, sprot sem ga pogledal, v bistvu celo presenečen, da je tisto finale, ker sem tako, to se kar tako zaključi sezona, v redu. Mi je pa ena ta boljših, ampak veš kaj, žanrsko imam izziv z njemu, sci-fi je, ampak ni kao sci-fi, nekako tile borgi so oblečeni v zelo prijetne oblike. A veš, in tako, zelo mi je všeč zadeva, ampak malo še rabim čas, no. Jaz bi še pol dodal The Studio, ki mislim, da ga še vidva nista pogledala. To je bilo meni nekaj najbolj smešnega, kar sem letos videl. In to poigravanje z žanri, pa z tem, kako nastajajo vsebine, je krasno. Mislim, da Seth Rogen je res mojster, pa cameo ti ful doprinesejo. Tam, ne vem, v prvem delu imaš Martina Scorsese, pa še Liz Theron, recimo, in pol tak casuali pridejo not in so super. Aj pa še Steve Buscemi, kot se predstavi. Buscemi. Ja, ni Buscemi. Tudi prav. No, v glavnem, to je super in je hilarious in res je dobro posneto. Mislim, ena epizoda je o tem, kako snemajo Warner in on kot direktor studija hoče biti zraven, ker je to full, ne? In pol on konstantno jim ruši to, kako snemajo Warner, ker pač je vedno na napačnem mestu, ampak je cela epizoda posneta kot Warner. Ne? In tak, zelo clever, zelo dobro narejeno in menim, da Rogen še ni toliko dobro igral v bistvu. Istega lika, kot ga vedno igra. Moram to še res pogledati. Jaz smo tudi Eat, Welcome to Derry pogledati, tega tudi nisem. Sem začetek. Kako se obnese cela serija? V redu. Meni je konc pokvar serijo, no? Ker je predvidljiv, klišejski, vleče se in mi je bil boring. Drugače pa spoštujem, da v bistvu so zmogli najti v bistvu nov štik vsako epizodo, da ne šparajo likov, da deca umirajo tako za šalo. To spoštujem. Od ljubezni do otrok smo daleč prišli, moram reči. Ne, ful je kvalitetna zadeva, priporočam, dajte jo pogledati. Tudi me zanima, kako vidva menita, kako je bila ta vsebina
ravnana, no, kako so z njo ravnali, ni mi pa prilezla tako visoko. No. Tudi, a veš, da Bear, ki smo ga pogledali, pa je tu izjemno kvalitetna zadeva. Meni je bila boljša kot celo prejšnja sezona. Samo žanrska, v bistvu tako malo se prekucnem v neko drugo žanrsko stvar in če primerjam s tem, ker smo se jaz dal na top 5, pač, če moram. Ne? Tudi tretje sezone Belega lotosa ni nihče od nas dal. Ne, ker spet ta žanr drame ni sci-fi. No? Basically mi je bila boljša kot Murderbot, ne? Recimo, ki sem ga dal na 5. mesto, se ni sci-fi, take the fuck that. Ja, se naprimer tudi Strange New World Star Trek, ne, veš, isto meni zelo super, tretja bila res tudi močna, ne, še vedno. Meni je bila super. Ko sem za nazaj pomislil, so pač ni takoj prilezla na površje. No. Tudi takšno življenje ni noben od nas dal. Ker ni žanr. Gledajte, to je bilo naših top 5 filmov, top 5 serij. Kaj imate vi, pridite na Discord, tiste, ki še niste, tiste, ki ste pa na Discordu, pa napišite. Ali to stejmo v letošnje leto? Ne vem, Igor, to boš sam ti vedel. Zdaj bomo pa šli na hitro, malo se nam že mudi, vi ne veste zakaj, ampak nam se malo mudi. Bomo pregledali leto 2026. Jaz sem pripravil res ekstenziven pogled v to, ampak bomo šli zelo na hitro čez. Seveda, Igor in Mito boste komentirala, kaj jo zanima, kaj imajo všeč, kaj menite. Sem z Medmeti ali kako? Najprej filme sem razdelil po žanrih, ker sem tle se je dalo pri serijah, se mi to ni dalo. A ti bo zdaj res to našteval vse skupaj? Ja. Skratka, imamo akcijo Pustolovščino pretepačine, super junaški filmi so prvi žanr, zdaj sej neki bom jih preskočil. Mortal Kombat pride maja, 2, skratka. Ajde, to je. Karl Urban in Johnny Cage. A rabimo kaj več povedati o tem filmu? Niso tega predstavili malo na konc leta? Mislim, da je zaenkrat še vedno v maju. Okay. Supergirl pride po Supermanu, skratka. Craig Gillespie bo režiral Aitonija, to se mi zdi zelo fajn, tisti, ki niste gledali Supermana, Millie Alcock je Supergirl, ki jo poznate iz House of Dragon. Ja, evo, to bom še za nameček vrgel eno serijo, ki mi sicer ni prelezla na top 5, ampak Sirens na Netflixu. Tina jo je zadegala gor, pa sem bil sprva malo zadržan, pa konec koncev je prav lušna dramedy, mislim, da je to žanr, serija v 6 epizodah, če se ne motim, in jo priporočam. Spider-Man pride letos, Brand New Day, se pravi julija, režiral je Destin Daniel Kreten, ne vem. To tip, ki je naredil tale Simotom Liu Shang-Chi. Kar pomeni, upam, da bo akcija dobra, ker mislim, da je bila po Marvelu ena boljših akcij v Shang-Chi, vsaj pretepačen. Med igralci je tudi Sadie Sink, ki je sicer še zaenkrat v neznani vlogi, John Berntal pa igra seveda Punisherja, oziroma kaznovalca. Augusta pride Mutiny, Jason Statham, za tiste, ki štejete njegove filme. Augusta pride Cliffhanger, se pravi, dobimo prenovo filma, v katerem bo igrala Lily James. Takoj mi daj. Ja, jaz to hočem videti. Lily James kot akcijska junakinja, absolutno. Takoj. Cliffhanger pa v Dolomitih mora biti posneto. To pa ne vem, kje je. Blizu. Mislim, ne vem, kje so posneli. V Dolomitih, v Italiji. Original. Ja, original. Ja. A tega to ne vem, samo... To te pravimo, da ne vem, kje je ta posnetka. Ne vem. Jaz tudi ne vem, kje je ta posnetka. Lily James je bila v taki vlogi v Pride and Prejudice and Zombies. Ajde. Ampak ne bo plezala. Mene zanima, kaj Pierce Brosnan dela v ta filmu. On bo The Bad Guy. Kao na mesto John Lithgowa. Ja. The Best, daj mi zdaj. Jaz mislim, da bom The Bad Guy, se drugega nima. Se tle imaš samo njo pa tega. Evo, za intermezzo. 3 dni nazaj sem gledal 1-2 švedska climbera, ki imata svoj studio ali plezalnico, kako se temu reče, telovadnico. In sta probala ponoviti začetek Cliffhangera, ko on z roko ujame tisto, ko dol pade. In to ne gre, ne dela. Ja, valjda, da ne. Sylvester Stallone, ta lik, kaj je, Gage, če se ne motim, je imel liko, kriv je v defaultu, da se je odločil zato, ker se je tako odločil, pol sta pa ugotovila, kako bi moral ukrepati in noge bi mogel ponuditi, da se ona ujame na noge in pol bi preživela.
Mimo grede, ko smo pri Cliffhangeru originalnem, a nobenega ni vaju zmotilo, ker jaz tega filma nisem videl iz protesta. Protesta. Ja, zato ker so ful ekološko škodo povzročili med snemanjem, ker so idiots. Pa V italijanskih Dolomitih. Takrat še ni bilo globalnega Torej, segrevanja. ti pri leta 93 si bil star koliko? Ravno prav za proteste, ali kaj? Ja. Srednje šolce, ja. Aha, si protestiral kje natančno? Pred Je tako, da nisem šel veleposlaništvom. v kino. Mislim, Veleposlaništvom kak Dolomitov. V Mariboru sem bil. Ok, gremo dalje. Septembra pride Clayface, se pravi še eden iz DC, novega DC vesolja, Ja. režira Watkins, ki je Po scenariju Mikea Figgisa. Mikea Flanagana. Flanagana, to ful bo smiselno. Ja. Potem Street Fighter pride oktobra, režira cool. sicer Kitao Sakurai, nikdar slišal za tega režiserja. Postavljen je pa v leto 93, tako da bomo dobili malo nostalgije po 90-ih. Končno. Ok. Ja, glej, zmagamo vsi mi, ki smo drugače. In pa decembra seveda Avengers Doomsday, ker to smo že vajeni. Pri kriminalkah, spizdijotkah in srhljivkah imamo Peaky Blinders, The Immortal Man, pride zdaj že 20. marca, to bo relativno hitro. Normal pride, nov film Bena Whitleya, s killistom Bob Odenkirk, ki ga šerifa, ki ugotovi, da je mestece Normal prepredeno s kriminalom. The Ship Detectives pride, to sem se navdušil po gledu trailerja. Skratka, kdo je bil z ovcami, ki ugotavlja, kdo jim je ubil pastirja. Patrick Stewart possoja glas, pa Bella Ramsey in tako naprej. In pa Remain pride film z nov film M. Night Shyamalana, ampak z Jakeom Gyllenhaalom. Po romanu Michaela fucking Sparksa, no? Nikolasa Sparksa. Jaz sem gledal, kot filmski kritik, takrat, ko je bil Nicholas Sparks in so naredili vse njegove romane, jaz sem vse fucking gledal. In ne bi več nikoli. In sem bil ful vesel, ko pol pač eni niso več prišli v kino, ker pa je res... Glej, do ideje ste prišla skupaj, Igor. Ampak Jake Gyllenhaal igra, ali lahko to dovolj poudarim? Jake Gyllenhaal je igral tudi v slabih filmih. Ne, nikoli, nikdar slišal. Barely knew her. Gremo kar na komedije, oziroma romantične komedije. Wuthering Heights pride seveda februarja, gotska, psihološko-erotična drama za tiste. Ampak naredila jo je Emerald Fennell, ki je naredila Promising Young Woman, tako da je to kar promising. Potem imamo The Drama, kjer igrata Robert Pattinson in Zendaya, ki sta zadnjič pozirala tako, da sem jaz že mislil, da je Zendaya pustila Spidermana, pa gotovo, da je to promo za njun film, neka romantična komična drama. Za tiste, ki spremljate The Devil Wears Prada 2 pride iz nekega razloga. Ja. Scary Movie 6 pride, ki naj bi se pobaje delal norca tudi iz Get Out, Nope, Long Legsa in tako naprej. Šokiran sem. Vem, da si. Potem izide še Digger, to je že Igor namigoval, gre za črno komedijo Inarituja, v katerem igra Tom Cruise, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Emma Darcy. Plotline pa se bere takole: najmočnejši človek na svetu. To je mišljeno, ja, ampak to je mišljeno najbogatejši. Ja, pač. Ja. Najbogatejši človek na svetu se poda na obupano misijo, da se prikaže za odrešenika še pred uničujočo katastrofo, za katero je kriv prav on. Mislim, to je vloga napisana za fucking Tom Cruisa, ki je definitivno najmočnejši človek na svetu. Fokker-in-Law in Jumanji 3 še prideta za tiste, ki spremljate. Gremo na ZF stvari, Project Hail Mary bo že marca, zunaj, o tem smo že nekaj govorili, skratka, Ryan Gosling. Ja, ne glejte trailerja, če nočete pokvariti vsega. Disclosure Day, Steven Spielberg je znova združil moči s scenaristom Davidom Capom, s katerim sta naredila Jurassic Park. Super. In se lotil nove zgodbe o prvem stiku, skratka, tega se zelo veselim. Whale Street je film z Anne Hathaway in Ewanom McGregorom, naredil ga je David Robert Mitchell, It Follows. Gre pa za neko družino v 80-ih, ki začne opažati, da se v njihovi soseščini dogajajo čudne stvari. Niso čudnejše, so samo čudne. The Dog Stars je avgusta, postapokaliptični ZF film Ridleya Scotta, neka oblika gripe pobije večino človeštva in v njem se skušata v tem postapokaliptičnem svetu znajti Jacob Elordi in Josh Brolin.
In pa za konc dobimo konc leta novembra, dobimo The Hunger Games, Sunrise of the Reaping. Ti naslovi so vedno bolj intenzivni. Najsnavito tole. Gremo med fantazijske, vesoljske opere, Mandalorian in Grogu prideta maja, Masters of the Universe pridejo junija. Mene sicer malo tako, ker režira Travis Knight, Bumblebee je naredil, ne vem, nisem gledal. Travis Knight je naredil že par dobrih filmov, ampak njemu ta čudovita karijera filmska nikoli ne bi uspela, če ne bi njegov oče, lastnik Nikeja, kupil filmskega studija Laika, kjer je on posnel tiste stop motion filme lahko. Ampak Skeletor je igra Jared Leto, ki še ni naredil slabega filma in ni nikoli kriv za kakšen slabi film. In Man at Arms je Idris Elba. To mi je všeč. Odiseja pride seveda julija, mislim, da o tem filmu ste slišali dovolj. To se da pod fantazijski, to je realistično po mojem. Jaz tudi mislim, da ja. Narnia, The Magician's Nephew pride na Netflix novembra, Greta Gerwig je dobila skratka prazen ček, so ji rekli, tle imaš, naredi karkoli hočeš po Barbie in se je odločila, da bo naredila pred nadaljevanje, skratka... Zdaj, Narnije. Prvi film Narnije, ki smo ga takrat videli, kaj 3 so bili posneti, ki so bili posneti po prvih 3 knjigah. 3 so bili. 4, ok. 3. Po prvih 3 knjigah, kot so bile napisane, ampak knjige si ne sledijo v kronološkem vrstnem redu, tako da Greta zdaj gre po kronološkem vrstnem redu. Jaz nikoli nisem bral Narnije, moja hčerka je in jih je brala po tem redu, kak je izšla, in sem jo vprašal na koncu, če bi se izdelo ono boljši, in je rekla ja. Kurioziteta tega leta pride novembra, ker bo Ebenezer, A Christmas Carol, režiral Ty West, Scroogea pa je igral Johnny Depp. To je nekaj ta film hočem videti zdaj, dajte mi ga v živo. Do božiča boš moral počakati, ampak ja. Ja, in pa seveda nek manjši filmček, Neodvisni peščeni planet 3 pride ven, tam enkrat, decembra, če boste slučajno gledali. Grozljivke... Jaz sem ful razočaran, da so dali samo Peščeni planet 3, ne? Ker je ful boljših variant, plus pol lahko dobiš ono Dune, 2 piče, Peščeni planet, 2 piče in še nekaj, to ful gre 6 2 piči, definitivno rabimo. Pa najboljši od teh primerov mi je bilo Dune, Where's My Car? 28 let pozneje Tempelj kosti dobimo. Že je v kinu, lahko gre se Scream 7 pride, Creek 7, skratka Cold Storage. Creek 7, ki ga bojkotiramo, ker Free Palestine. Tako. Joe Carey in Liam Neeson, Bright pride, Bright, marca Maggie Gyllenhaal, Jesse Buckley, Christian Bale, to je že 3 imena, ki vam morajo takoj reči, da to morate gledati. Mene je prepričal Hokum, ki ga bo delal Damien McCarthy, ki je naredil Oddity, ki mi sicer ni bil tako všeč, ampak Adam Scott igra pisatelja, ki v neki irski vukojebini se naseli v hišo strahov. Mislim, Adama Scotta zmeraj rad gledam. Insidious, ne bi imel kar celo 2 filma, nisem čisto razumel, kaj se tle dogaja, IMDb ni bil čisto jasen, a res oba izideta letos in istočasno. Insidious je ono s Patrickom Wilsonom, na tega ne rabimo. Resident Evil skočil Ready or Not 2. Zato, ker se nam mudi, Igor. Ampak hočem samo reči, da imamo 2 tovrstna filma, enega z Zazie Beetz, ki ima naslov They Will Kill You ali nekaj takega, in drugega Ready or Not 2. In se mi zdi super, da imamo 2 koncepta filmov mladih žensk, ki hočejo bogataši ubiti. Nov Resident Evil pride, Zack Krager ga bo delal, ki je delal Weapons, tako da to je v redu. Werewolf pride pa decembra, to pa je absolutno zame, kljub vsemu, kar smo do zdaj povedali, pa kar še mogoče bomo najbolj pričakovan film. Robert Eggers dela Vokodlaka, scenarij je napisal s Seanom, Aaron Taylor Johnson, Lily Rose Depp spet, Willem Dafoe, Ralph Ineson, postavljen v 13. stoletje. Tako da, Robert Eggers, pričakujem, da boš eksakten in da bo vsaka stvar da bo vse posneto samo v svečah. Če je Johnny Depp, zakaj pa njegova hčerka Deep? Ne vem, a sem rekel Deep? Pardon. Depp, seveda. Med slovenskimi pride nov celovečerni film Luke Marčetiča, Dekle noči, skratka, v katerem se zgodba kleptomana zaplete, ko ukrade kolo dekletu, ki je prepričan, da je superjunakinja.
Izgubljeni sin Darka Štanteta pride, to je po prvencu posledice njegov drugi film o nasilju. In pa Birma, Darka Sinka, ki se ga tudi jaz zelo veselim, pripoved o prijateljstvu med 3 najstniki, ki nekako najdejo neko marihuano in potem se skratka zaplete. Darko Sinko je naredil inventuro, ki mi je bila zelo všeč. In skočimo še hitro na serije, kjer skratka pričakujemo nove sezone Fallout, ki jo že gledamo, Primal, Night Manager za tiste, ki gledate, pa Shrinking. Paradise nismo nič omenjali, to je ena serija, ki se je znašla na vseh top 10 večine nekih stvari, ki sem jaz gledal, na Disney Plus imamo, februarja pa že druga sezona. Ja, gre se za konc sveta, v katerem nekdo umori, pač konc sveta je, v bunkeru so skriti preživeli, James Marsden igra predsednika države, nekdo ga umori, predsednika ZDA, nekdo ga umori in glavni junak mora probati ugotoviti, kdo je umoril predsednika ZDA. One Piece pride, Daredevil pride nova sezona, od nepotrebnih nadaljevanj dobimo Scrubse in Malcolm in the Middle, The Boys aprila zaključijo, House of the Dragon še nima datuma, ampak naj bi bila polet, The Bear 5. sezona, Shogun naj bi prišla druga sezona. Nice. Ja. Mislim, so ni literarne predloge, mene zelo resno skrbi to dejstvo. Ker smo videli, kaj se z Game of Thrones. Mene še skrbi, ne, mene sem vseeno. Tudi Ted Lasso, ne vem, če smo rabili, ampak pride 4. sezona. Mandalorian naj bi kljub filmu prišel 4. sezona. Kljub filmu še to, ali? Ja. Pa je. Okay. Dune Prophecy, kljub filmu še to. Ja. Dobro, čeprav to je ok. Ampak rabimo? Ne, se nič od tega ne rabiš. Free Body Problem, ki smo ga res čakamo, pa ga ni. White Lotus naj bi bil še letos in pa Ahsoka. Vidiš, pozabil si Star Trek, Starfleet Academy. To je nova stvar. To so samo stare stvari. Se opravičujem. A Night of the Seven Kingdoms, ki ga je Mito že omenjal, je zdaj, ko to poslušate, mislim, da že zunaj, valjda bo že vsaj prva sezona zunaj. Star Trek, Street Academy. Starfleet, ja. Zdaj sem se že skušam hiteti, vidva me ustavlja. Full skejtajo, veš. Starfleet Academy pride ven, to je že 12. Star Trek serija. Jaz bi rekel, da glih danes, ko to snemamo, sem prebral na Nine Review, da je to super zadeva in da se krasno glih danes, ko to snemamo, sem jaz včeraj po Star Trek Culture, YouTube kanal, ko so 6 epizod dali skozi, so obdelali serijo in me resno skrbi. Ja. Jaz mislim, da bo zanimiva Kurtzova era, torej Alex Kurtzman izdelek. Vem, da ima žanrsko raznolikost, najbolj me pa skrbi ta teen drama scena, pa ne zato, da bo slabo narejeno, ampak ker pač ni moj štik. Samo to. In me skrbi to, a bom se znal vklopiti ali ne. Samo to, drugače vsak Star Trek pogledam in tudi tega bom seveda. Seveda, vsi ga bomo. Holly Hunter bo v eni glavnih vlog, Robert Picardo se vrača, pojavljala naj bi se tudi Paul Giamatti in Tatjana Maslany, pa Steven Colbert se je nekako vsilil tudi v to franšizo. Mene zelo zanima miniserija Wonder Man, ki prihaja zdaj tudi na Disney+. Ustvarjalec je danes že omenjeni Destin Daniel Cretton, Andrew Guest. Andrew Guest je namreč eden od scenaristov 30 Rock, Communityja, Brooklyn Nine-Nine in bo tudi kreativni vodja serije. Yahya Abdul-Mateen II je skratka Simon Williams Wonder Man, igralec, ki skuša dobiti vlogo v predelavi filma Wonder Man in pridobi super moči. Se pravi, neka meta Marvelova stvar. Pa skratka zanima me, bomo videli, kaj bo z tega. Tole nekaj malega bom preskočil. Januarja prihaja na Sky Show tam tudi vohunska sehlika Ponies, v katerem Emilia Clarke in Haley Lou Richardson igrata tajnici na ameriški ambasadi, ki ima ubijajo moža in potem morata one dve vskočiti v raziskovanje. Gledal sem trailer, izgleda kar zabavno. Okay. Najbolj nenavadna stvar je The Beauty. Ryan Murphy, ki je avtor American Horror Story, je naredil neko serijo, v kateri se neka, če prav razumem, lepotni poseg prenaša kot spolna bolezen in ljudje so ful lepi, ampak imajo neke stranske učinke. Okay. Nisem razumel, kaj se dogaja v tej seriji. Wow. Young Sherlock prihaja na Amazon, pa za tiste, ki imate radi Sherlocka Holmesa. In seveda največji greh, ki ga zdaj vidim tle na tem ekranu, kaj je to? Na Buffy.
Kaj se to začne Ja, bom zelo hitro tam, ampak še prej aprila na Apple, ki ga poznamo po odličnih ZF serijah, prihaja Widow's Bay, ki se dogaja v New Englandu, kar mene spominja, da mogoče bo pa malo kaj Lovecraftian, kaj ne bi bil nek horror noter. Ja, Buffy the Vampire Slayer, New Sunnydale prihaja še enkrat letos, vrača se Sarah Michelle Gellar kot Buffy, ki trenira novo klavko vampirjev, ki bo igrala Ryan Kira Armstrong iz Star Wars Skeleton Crew, režira Chloe Zhao, ki se je odločila, da nam mogoče pokvari še eno stvar. Kaj pa nam je Chloe Zhao pokvarila? Tebi so Eternals bili všeč, Igor, eden redkih si. Prijasni se. Spider-Noirja dobimo, Nicolas Cage bo igral Noir Spider-Mana, to prihaja še letos na MGMT+, ne, tole je igrana serija. Igrana? Ok. Cape Fear prihaja z Javierem Bardemom, skratka dobimo še serijo potem. Če vas se sprašujete, kaj počnete Duffer Brothers, producirala bosta The Borrows, to je Netflixova serija, kjer se pa upokojenci postavijo nasproti invaziji nezemljanov, če sem prav razumel. Izrael je... Namesto Stranger Things je Older Things. Ancient. Za vse navdušence nad Deklino zgodbo prihaja The Testaments. Hey, by the way, sploh kdo pogledal 6? Ne. Okay. Dobro. Prihaja Vision Quest, nadaljevanje WandaVisiona. Terry Metalas je delal, ki je kreativni vodja 2. in 3. sezone Star Trek Picard. Skip. Lanterns prihaja, skratka HBO bo delal Chris Mundi in Damon Lindelof, kar ni slabo ime, povezano s tem. V njej Leščerbi, Kyle Chandler in Aaron Pierre oziroma Hal Jordan in Jon Stewart raziskujeta umor, igrata tudi Kelly MacDonald in Nathan Fillion. Blade Runner 2099 dobimo letos miniserijo, o kateri se ne ve nič, razen da Michelle Yeoh in Hunter Schafer igrata. Crystal Lake dobimo prednadaljevanje 5.13. Untitled Larry David Project dobimo letos, ki ste ga producirala Obama, zakonca Obama, in v katerem bo ob 250. obletnici ustanovitve ZDA serija skečev prikazovala pozabljene ljudi iz zgodovine ZDA. Za konec pa še 2 seriji, za kateri ne vemo, če boste letos, ampak sta med napovedmi zaenkrat še. The Devil in the White City je po eni knjigi o prvem serijskem morilcu v ZDA. Pravice za adaptacijo že leta 2010 kupil Leonardo DiCaprio, ki naj bi odigral glavno vlogo, kajti režiral naj bi njegov ata Scorsese. Sliši se zanimivo, ampak zaenkrat ni nekih znanih podatkov, a to res letos naredijo in bo še letos. In pa stvar, ki je že dolgo se mečka pri Amazonu, je pa Tomb Raider, ki so je že začeli... Tomb Raider. Ja, ki so je že začeli... Take the boy out of toy, but you can take Tomb Raider. Indiana Jones and the Tomb Raiders. Ki so pa jo začeli že snemati, tako da verjetno bo letos. Sophie Turner igra Lara Croft, ustvarjalka je pa Phoebe Waller-Bridge, ki smo jo izgubili ravno zaradi tega, ker to mečka menda že 2 ali 3 leta tole serijo, ki je najprej mislila biti film, odločili so se, da bo raje serija. Imamo še samo en komentar, bolj ali manj. Rezultate anket, ker smo dober. Hand of the Queen nas tudi pravi, da naj vzamemo raje kakšne klasike med zobe, ker pravi, da je naša epizoda od The Thing ena najboljših pa v Supermanih, tako da za tiste, ki on je skratka eden od njih, ki bi posebno klasike. Bomo videli, kaj bo prineslo leto 2026, ko ste slišali ogromno dobrega prinaša Buffy in take zadeve. Se potencialno bi lahko Metropolis delali, ker je leto, v katerem se Metropolis dogaja. Dobra istočnica za pogovor o Mariji. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, poslušali ste 243. epizodo podcasta, ki sliši na ime Obot, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor fucking napeto Harp, Mito Foter nima cajta Gegič in Aljoša Igor, zakaj? Tole epizodo smo posneli pri meni doma.
nisem posesal niti pospravil, ampak prah in razmetanost pripomoreta k boljšemu zvoku, tako da niti nisem mogel počistiti. Brez skrbi, soagenta bosta po snemanju cepljena proti tetanusu, jaz sem pa itak vajen. Če vam je današnja izkušnja všeč, spremljate, delite in všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno, lepo vas prosim. In če se vam zdi, da smo slabo izbrali svojih top 5 filmov ali serij, jebat ga, tožite nas. To je naš podcast, Banda razvajena. Všeč naj vam bo to, kar je všeč nam. Podcast Obot, mi smo pripravljeni na novo avtoritarno vlado. Ste vi? Podcast Ne, zrušili od ne. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, zaenkrat tudi na Twitterju, vsekakor na Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu, pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in na ekranih v naših epizodah in letu, ko bo konec sveta. Tole je bila že 243. epizoda podcasta, hvala vam za vašo pozornost, se slišimo spet, najbrž čez 2 tedna, mogoče čez teden, mogoče nikoli več, ne vemo. Wow. Ja, lahko bo konc sveta vmes. Ne bo naslednje leto še, ne? Če si už ful želel, mogoče se ti uresniči.